Tako, dober večer. Zelo lepo, da ste si našli pri takšnem lepem jesenskem vremenu čas, da ste se odločili, da pridete. Vi ste kriv. Kako? Vi ste kriv, dobro, da razme skoči. Ja, pravzaprav nisem jaz kriv, pravzaprav je Barbara bolj kriva, ona to organizira, ne? Če pa gremo čisto na začetku, sta pa moja ata pa mama kriva. Ja no, če pa smo še bolj natančni, bo pa že vsaj dve babici. Ne? Pa že Mozart. Ja. Tega pa nisem vedel, ja. Madonca, ne? Madonca pa res, ja. To bom pa nekje uporabil. To ste mi pa dali zdaj odlične stošnice, ja. Pa še res je, ne? Ja, sej. Kaj pa se ve, ne? Kaj je vse Mozart počel, Madonna, ne? Vse ni bil tak daleč, ne? Se lahko ne ve. Kaj pa je tu do Salzburga, ne? Mislim, da je. Pa še na Dunaju bil, pa ni vrag, da ni prišel malo tu mimo. Odlično. Vidite, kak, na to sploh ne bi pomislil, ne? Ampak vaš priimek, Reisenberg, Ja? tudi nemški priimek. Avstrijski je, ja. Avstrijski, no? Ja, ja. Pa so bila v Avstriji, vaši že. Ja, ja, vse moj. No, pa je bilo še bliže, kot gospod pravi, ne? Pa enega brata je bil, ki je pa žal pokojni arhitekt, kolega bil. Ja, ja. Mariborčani. Ja, dejansko je, oče se je rodil v bližini Dunaja, ja. On je od tam, ne. Tako da ja, no, pa še bliže, Madonca. Zdaj pa res moram prav paziti, s kom se jaz ne smem pa v Avstrijo hoditi. Če so pa imeli, to so pa najboljše čokolade, so vedno bile tam, to pa je bila Milka. Če mi nismo na Milki zrastli gor, pa res ne vem. Tako, torej še enkrat pozdravljeni, kot vidite letos na nek način se sprehajamo po glasbenem svetu po drugi plati. Torej, če smo do zdaj opazovali, kako, kdaj, pa kdo, ne, vse, je bil za to kriv, da imamo danes glasbo takšno, kot jo imamo. Se letos ukvarjam bolj ali manj z interpretacijo glasbe. Že zadnjič je en tak uvod bil namenjen temu, da hočem povedati, da glasbeni izvajalci, oziroma zato tudi rečem interpreti, ne samo izvajalci, so na nek način tudi ustvarjalci. Kar pomeni, da jaz ne delam čisto tako črno-belo med nekom, ki si glasbo zamisli in nekom, ki glasbo izvede. Zaradi tega, ker tudi tisti, ki samo izvajajo, ne, prispevajo kar lep delež v to, rečemo, domnevanje ali pa razumevanje glasbenih tvorin. V zgodovini, če boste gledali, je zelo dosti čistih glasbenih ustvarjalcev, če rečemo komponist, ne, je bilo hkrati tudi izvajalcev. Ne. Je pač bilo to mogoče najbolj smiselno v tistem času, da so izvajali kar svoja dela, zaradi različnih stvari je bilo najbolj smiselno. Ena je bila zagotovo čista ekonomska plat, zaradi tega, ker je lahko izvajal nekdo svoja dela in se ni rabo ukvarjati s tem, da bi plačeval nekomu, da bi to izvajal. Ne. Po drugi strani je bilo tudi smiselno zaradi tega, ker je tisti, ki je hkrati bil avtor skladbe in jo je izvedel, je lahko imel svoje lastne koncerte in je svoje lastne koncerte lahko ponujal okrog ljudem, da so prišli pač kot publika ga poslušati. Malo težje je to seveda, ko je prerastlo sploh v širše orkestralna dela, ne, ker en sam, tudi če si zamisliš še tako majhno orkestralno suito, ne, je sam ne more odigrati, ne, potrebuje pravzaprav vsaj nekaj ljudi, da to počne. Zato pa so takrat ljudje znali recimo stopiti pred orkester in ta orkester tudi voditi, čeprav niso bili dirigenti. Zdaj, kaj to pomeni? Danes se bom ukvarjal pravzaprav z idejo dirigenta, nadaljujem idejo od zadnjič sem začel z orkestrom. Zdaj, začel sem na nek način z neko največjo enoto, z orkestrom, kot pač nekim velikim, bom tako rekel, glasbeno-timskim delom. Ne. Zdaj, dirigent, če ga gledate čisto zgodovinsko gledano, dirigent ni od nekdaj. To spravi, dirigent se ni rodil skupaj z orkestrom. To spravi, imamo orkester, zdaj se bomo pozmenili, kdo bo dirigiral. Sploh ni res, ne.
ker na začetku dirigent sploh kot takšen ni obstajal. Sploh ni bilo dirigenta, da bi se šolali za dirigente, sploh ne, se ni bilo šol za dirigente, ni bilo, skratka, ne, in je bil nekdo v orkestru ponavadi tisti, ki je bil zadolžen za to, da je gotove stvari vodil, povedal, dajal takt, tempo in tako dalje. To je bil nekdo iz orkestra. In ta nekdo iz orkestra je to pač počel, bi lahko rekli, zaradi svojega lastnega veselja. Ne? Ni bil poklican za to, ker ni bilo poklica dirigenta, ki bi to počel. Zdaj, glede na to, kako danes orkester, kako sedijo glasbeniki v orkestru, ne? Veste, da so spredaj, če gledamo simfonični orkester, najbližje v polloku so godala. Ne? Potem so pihala, potem so vzadaj so pa ponavadi trubila. To ni zato, ker bi bila pihala ali trubila malo manj vredna, ne? Ampak gre preprosto zaradi jakosti zvoka. Ne? Godala seveda imajo najmanj močen zvok, če tako rečemo. Ne? Najbolj močen zvok imajo trubila, zato se jih pomika tudi toliko bolj nazaj in se smatra seveda, da trubila, da lahko potem poslušalec pa poslušalka spredaj dobi najbolj enotno sliko celotnega orkestra, ker če bi spredaj bila trubila in za njimi bi godala godla, seveda preko trubil težko, da se zvok dobro izmuzne. Ne? Seveda, čist na koncu so pa tolkala in spet ne zato, ker so tolkalisti spet malo manj vredni kot trubilci, ne? Ampak zaradi tega, ker zagotovo, ko nekdo pošteno mahne po tolkalih, se lahko preglasi celoten orkester. Ne? Seveda, zdaj imate znotraj teh postavitev orkestrov lahko imate različne kombinacije, ampak vendar, zakaj sem začel govoriti o tej postavitvi orkestra, ker najbližje robu so seveda godala in najbližje zunanjemu robu na eni strani so violončela, na drugi strani skrajno levo so pa violine. Ne? So pa violine. No, in od tod tudi seveda izraz tist prva violina. Ne? Prva violina pomeni seveda v metaforičnem pomenu marsikaj lahko. Ne? Ampak ta prvi violinist, ki sedi na prvem pultu, ne, skrajno levo, če vi gledate orkester, skrajno levo, je bil na začetku dejansko tisti, ki je ga orkester tudi najbolje videl. Ne? Ker če bi pričel nekdo dirigirati zadaj pri tolkalih, ne, bi morali vsi nazaj pogledati, ko je on dal 1, 2, 3 začetek. Ne? Če pa je to naredil nekdo v prvi vrsti spredaj, ne, pa vsi glasbeniki, ki so na odru, pravzaprav vidijo spredaj nekoga. Ne? In tisti 1, 2, 3, ki je dal spredaj, je bil pač prvi violinist tudi zaradi tega najlažje, ker violončela, kako pa igrajo violončela? No, vse violinisti tudi sedijo, ampak ne toliko naslonjeno, kot z nogami držijo, ne? Glasbilo z nogami držijo. Medtem ko violinist je pa lahko vstal. In v tem je bil štos. Ne? Violinist je vstal in se ga je videlo preko orkestra in je lahko dal znak, ne? Znak za začetek, in so začeli. In še nekaj, ne? Dirigentska palica, ki jo danes razumemo, ne? Je bila na začetku je bil violinski lok. Violinski lok, ne? Z lokom. In se je začelo. Tako da, hočem reči, da je razvoj dirigenta je šel pravzaprav čisto iz nekega praktičnega vidika ven, zato da so lahko glasbeniki hkrati začeli. Zdaj, je čisto vseeno, ali vi tega dirigenta opazujete pri godbi na pihala, kjer ima celo eno takšno lepo palco, ko hodijo lahko in s tisto mahlja okoli in ima noter mašnice in ne vem kaj še, vse ste že videli na paradah, kako to izgleda. Ne? Do zborovodja, recimo, ki ponavadi stoji pred pevskim zborom in nima nobene palce, ne, ampak je roka tista, ki vodi seveda, do te palce, ne, tako imenovane dirigentske palce, ki je se seveda čez čas zmanjšala, skrajšala, ne vem kaj še vse, iz violinskega loka, ampak funkcijo ima pa še vedno enako, zato da lahko v orkestru, ko ima tudi 100 in več ljudi lahko, ne, da lahko tudi člani orkestra iz zadnjih vrst, ne, pravzaprav opazijo in da je s palco pravzaprav bolj natančno možno kaj pokazati kot z roko, ker to ni niti vljudno, ne, če ne dirigent tak pokaže. Ne? Če pa s palco pokaže, pa manj nevarno, ne, ampak
ni važno. Potem obstaja cel kup, seveda, danes šol dirigiranja, načinov dirigiranja, zdaj vprašanje vedno, kaj je dirigiranje, ali je to samo taktiranje, ali je to tudi interpretiranje, ali je to tudi skratka agogika, ali je to jaz vam povem, da je to vse. To je vse to, kar je in še več je to. To je podajanje nekih čisto osebnih idej o glasbi neki skupini, orkestru, zboru, ni važno. Ampak in dirigent je vedno obrnen takole, kot sem jaz obrnen. Dirigent kaže publiki hrbet. Dirigent se ne obrača. Dirigent je usmerjen vedno v izvajalca. In seveda zaradi tega ima tudi neko določeno funkcijo, da izvajalci njemu sledijo gibom njegovih rok. Če gledamo še bolj nazaj, če rečem, da so prvi orkestri imeli unega prvega violinista, ki je dajal takt, še bolj nazaj pa lahko opazimo, da je pa prvotno dirigiranje je bilo pa pravzaprav v vokalni glasbi. Vokalna glasba je tudi prva oblika množičnega glasbenega dejstvovanja. Zato, ker najprej so ljudje skupaj peli, potem so komaj igrali skupaj. In prvi orkestri, če tako rečem, so bili namenjeni zgolj temu, da so spremljali vokal. Kot neka spremljava so bili. Zakaj govorim, da je prva dirigiranje bilo dirigiranje pevcem in pevkam? Preprosto zaradi tega, ker je prvi dirigent, ki je stal pred ljudmi in je dirigiral, ni bil dirigent spet v tem smislu vokalnih dirigentov, kot so danes, ampak je bil v smislu tako imenovane heronomije. Kaj je to heronomija? Heronomija izhaja pravzaprav iz grščine, heronomos, hero prikazovanje, nomos je zvokov, tonov, skratka z roko prikazovanje tonov, če tako rečemo. In tisti dirigent, ki je stal takole pred ljudmi, ki jih je učil prepevati, jih je dejansko učil, ker ni bilo takrat not, jih je učil na pamet neke skladbice, pesmice, napeve, rečemo temu, in jih je učil tako, da je kazal z roko višino tona. Od tod je tudi prišlo potem v 11. in 12. stoletju preko Italije, preko teh prvih, rečemo, notnih zapisov, preko Guida iz Areca, če boste kdaj po Italiji potovali okoli, ti so bili tisti prvi notni zapisi na eni črti, na dveh črtah, na treh, pa skratka, o tem vam ne bom, ker to je lahko tudi preveč dolgočasno. Ampak zapisi izhajajo iz heronomije, iz tega, kar se kaže z roko. Pozneje se je v Franciji in v Nemčiji razvil sistem ta do, re, mi oziroma sol, la, ti, do sistem. To je bil pa sistem tisti, ki ste kdaj v glasbeno šolo hodili, ki se nas je učilo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Vidite, zdaj, čemu to služi? Ni to samo neko razgibavanje, ampak služi temu, pravzaprav, da vi vidite, da je osnovni do kot osnovni ton. To se pravi, do ni C, tisto, kar zelo hitro sem že zapazil to, da učijo do je C, re je D in tako dalje. Ni. Do nima veze z abecednim tonskim sistemom, z C, D, E, D, D, D. Nima veze. Do je lahko katerikoli ton, kjerkoli začnete, na katerokoli intonacijo, ampak do, oziroma latinska oblika je bila ut, ni bil do na začetku, do se je kasneje dodal. Ut je bil najnižji ton, na katerem se začelo in je bil tale ton. Zato se ga je tudi najnižje pokazalo, kajti mi razumemo gib navzdol, z roko navzdol, razumemo kot nizek ton. Medtem, ko če dvignem roko, razumete, da je ton višji. In to deluje. In to so seveda prepoznavali, ko so učili, rečemo, prepevanje. In to lahko mirno poskusimo. Tudi, mislim, to deluje, tudi če niste v glasbeno šolo hodili. Evo, spustimo en ton, gremo la, dajmo, evo zbor, la. No, zdaj fovš grdo, ni važno, kakofonsko, ker spustimo, la. A ga čutite? Prav čutite, da morate z glasom malo gor zaviti, Zdaj,
koliko natančno je vprašanje seveda na eni strani posluha, na drugi strani volje, na tretji strani pa seveda vsega ostalega. Ampak hotel sem vam samo pokazati, da mi reagiramo na tole in to so seveda bili ti prvi začetki kazane intonacije, ker ni bilo not. Tisti, ki je pa to vodil, je pa imel nek zapis, da je učil zboriste zapet neko melodijo. In zdaj, če bi jaz vas hotel naučiti, ne vem, Čuk se je oženil zapet, bi vam pač kazal tone za povrstjo, vi bi sledili roki, in hkrati bi kazal, kateri ton se ponavlja, ker če bi kazal la, 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 bi ga vi ponavljali, ker bi vedeli, da je to ponovitev, to je skok, to je ponovitev, to je nižji ton in bi znali slediti. Ne bi jaz rabil vam note dati na tablo, pa po notah vam kazati, kjero noto rabite pet, ker ne rabite note. Takrat ljudje še črk niso poznali, ne pa da bi note znali. Tako da iz heronomije, iz gibov z rokami pravzaprav izhaja nek ta vokalni dirigent, če rečemo. Ampak spet, ko pa opazujete današnjega dirigenta, pa ne bo več kazal tehle not, ne bo več tega kazal, ampak mnogokrat pa delujejo stvari še vedno na recimo poziciji roke. Še vedno, če bo dirigent želel, da je kakšna stvar glasnejša ali pa višja, ne bo roke imel od spodaj, ampak bo roke razprl, bo pokazal takole. Če bo hotel, da je tišje, jih bo zaprl pa dal navzdol. To spravi, še vedno obstaja ta praspomin, če se zdaj malo darwinistično izražam. Vidite, Darwin ima vse posod, prste vmes. To spravi, imamo še vedno ta nekakšen ta spomin, da znamo reagirati na nek gib in razumemo, kaj pomeni. In ti gibi so skoraj da univerzalni. Kadarkoli stopite pri glasbenika, kadarkoli se kaj dela, je gib takšen in takšen in obstaja nekaj teh univerzalnih gibov, ki se jih razume. Seveda tiste drobne gibe, ki jih imajo dirigenti, ko neke stvari počnejo, svoj harakiri tam spreda, tisto pač je od vsakega posameznika odvisno, koliko je razgiban, ampak ni pomembno. Zelo dosti je pomembno recimo pri dirigentu tudi, kako dirigira s celim telesom, da dirigira sam z rokami. Vse ni tako, da bi metlo pojedel, pa da sam nekaj z rokami dela, pa ga pa odnesejo dol. Ni res. Dirigent dirigira pravzaprav s celim telesom, zato ker s celim telesom nakazuje neka emotivna stanja, neka stanja glasbene emocije, ki jo poskuša prenesti na izvajalce, izvajalci pa jo poskušajo potem prenesti zadaj na publiko. Potem pomembna stvar, s katero dirigent dirigira, če tako rečem, zdaj pa že malo narekovaj dirigira, je tudi obraz, je izraz. So oči, sploh celotna obrazna mimika. Celotno to obrazno mimiko toliko bolj dirigirajo dirigenti vokalne glasbe, zaradi tega, ker izgovarjajo podavati besedila tudi zraven. In pomagajo s tem na nek način sebi in pevcem in pevkam, da vejo, kaj je, kje so v kakšni besedi, itd. Zdaj, seveda, obstaja dosti raziskav o tem tudi, ali so notni zapisi tisti primarni in bi dirigent lahko dejansko samo bil tam kot nek taktir mojster, ki daje ritem, pa tempo, pa se za tem nič več ne skriva, na kar so ugotovili, da ni res. Da je dirigent tisti, ki pravzaprav iz partiture in svoje osebnosti razbere še nekaj. Kot bi danes rekli, branje med vrsticami. To spravi, kaj je ta not še? Ker še je nekaj. Ni samo nota, ker sam nota ni. Tudi vi, če besedo napišete, beseda ni zgolj beseda, je pomembno, kako jo preberete, s kakšnim naglasom, s kakšno barvo glasu, kako hitro, to spravi, temu rečemo, kako interpretirate besedilo. In seveda, nekdo je boljši interpretator, nekdo je slabši interpretator, nekoga lažje poslušate, nekoga težje poslušate, skratka, in dirigent je tisti, ki pravzaprav prebere iz partiture tisto, kar je še nekaj, vključno s tistim, kar je pravilno. In tisto, kar je še nekaj in kar je pravilno, posreduje naprej glasbenikom oziroma izvajalcem, ki pa, kar je spet zanimivo, vsak doda še nekaj svojega, in tisto, kar je dirigent dodal nekaj svojega, plus tisto, kar je izvajalec ali pa interpret dodal še nekaj svojega, publika dobi nazaj kot izvedbo skladbe. Tako da je res vprašanje, ko mi poslušamo nekaj, ali res poslušamo skladbo od Mozarta, Beethovna, Schuberta, res.
Poslušamo že, ampak poslušamo zgolj njegov zapis, ne? To spravi, mi poslušamo samo kuharski recept, kako se to naredi, ne? Ampak vsak kuhar po svoje naredi, ne? In to je tisto, ne? Po receptu je to res Beethovenova 3. simfonija, ne? Ampak po okusu je pa to, ne vem, simfonija od Unga orkestra s tistim dirigentom, ne? Ko poslušate pa drug orkester, pa drugega dirigenta, je pa ta ista simfonija, še vedno ista simfonija, ampak je drugačna. Zato pravim, je ta vloga dirigenta tudi kar precej kreativna ali pa kar precej ustvarjalna vloga. Ne? Ni on tam sam zato, da nekaj taktira. No, pol pa imate različne šole, dirigentske šole, kjer pravijo kako, kaj, kje, na kak način se to dela, koliko tistega, pa koliko onega, ok, bla, bla. Načelno se je razvilo pri dirigentih način dirigiranja, da bi naj ena roka bila v bistvu za ritem, spravi, da orkester ali pa zbor ali pa inštrumentalisti na nek način, da so skupaj, da so v taktu, ne, rečemo, da ni vsak po svoje, v tempo, ne. Ta druga bi pa naj bila interpretacijska, to spravi dinamična, agogična, itd., pač vse, kar spada not v interpretacijo in ne spada not v ritem, puls in tako dalje. Zdaj, temu lahko verjamemo, ko opazujemo dirigente, vidimo, da ni tako, vidimo, da včasih dirigira samo z eno roko, vidite včasih dirigente, da sploh ne veste, ali dirigira, ali ne dirigira, včasih vidite dirigenta čez 2 minuti, da tak zašvica, kot da bi prišel z bazena ven, ne, pa kar kapla vse dol, ne. Mislim, zdaj, jaz vam ne znam povedati pravilnega, ne, zdaj, tisti, ki se boste kdaj ukvarjali s tem, kak dirigent zgleda, se vsedite tako poševno, pa poskušate opazovati na koncertu, kaj vse dirigent dela, vam povem, da je dosti krat grozno pa smešno, ne. Kaj vse dirigent počne in kaj ne počne spredaj z svojim obrazom, mimiko in ne vem, s čim še vse, samo zato, da prepriča orkester, pevski zbor, kaj takšnega, da mu sledi ali pa da dela, ne. Mislim, tega je cel kup, ne. Zdaj boste pa rekli, ampak v čem pa je pol tista poanta, da imamo neke boljše dirigente, pa neke slabše dirigente, pa neke takšne, pa neke, ja. Težko je tako reči, kaj je tistega, kar je najboljše in zakaj je nekaj dobro. Zagotovo mora dober dirigent pa dirigentka mora imeti neke sposobnosti. In te sposobnosti so psihofizične sposobnosti. Torej, jaz temu rečem, mora imeti neko glasbeno karizmo, ne. Kaj to pomeni? To pomeni pravzaprav, da mora biti sposoben se postaviti pred skupino izvajalcev in izvajalk in mora biti sposoben z neko svojo energijo, z nečim, kar se ne da predpisati, mora biti sposoben v nekem trenutku jih animirati, jih potegniti skupaj. V nekem trenutku nekaj narediti, ne? In to se da preprosto čutiti, to se ne da reči, zakaj je temu tako. To vidite, ko človek stopi pred zbor orkestra ali kaj takšnega, reče 2 stavka, dvigne roko in vidite, ali mu sledijo ali pa ne. Mislim, zdaj, res kaj je tistega, ali je pravilno oblečen, ali prav zgleda, ali je dovolj pojedel tisti dan, se ne da reči. To so pač nepisane stvari, to so stvari, ki se jih ne da definirati. Je res, da šola dost naredi, ne? Je res, da šola dost naredi. Pravo šolanje na pravi način ti da možnost pravzaprav tegale dobrega interpretacijskega modela. Jasno, če boste stali pred veliko skupino ljudi in boste mevžlavi in boste rekli, se pa še enkrat tak 122, da vas noben ne bo slišal, ne? Če boste pa tu nekje za sebe malo dirigirali, vas pa prvi 4 še malo vidijo, oni vzada pa nič več, ne? Kar pomeni, da dirigent mora biti na nek način neka odprta oseba, hkrati seveda, ko pa je dirigent takšna oseba, pa pride do tega velikega egocentrizma glasbenega, ne, ker se imajo pa dirigenti za bogove kot zdravniki, ne, in mislijo, da samo oni veliki in nič drugega. Pa so orkestri že dosti krat pokazali, da so rekli, mi pa bomo brez dirigenta, pa je en rekel 3-4, pa so glih tak igrali, ne. Mislim, hočem vam reči, da orkester ne propade, če ni novenega spredaj, ne, ampak je pa razlika, če je nekdo spredaj, in je spet razlika, kdo je spredaj, in tak dalje, in tak dalje. Sprej, vse to je nek lik dirigenta, zdaj, zakaj, dostikrat jaz dobim takšna vprašanja, če recimo govorimo o tem, zakaj je pa med ženskami tako malo dirigentov, zakaj pa jih je malo tak To je problem tudi zaradi pravzaprav čiste tradicije. To je problem, to ni problem zato, ker ženske tega ne bi znali delati, pa ne bi bile sposobne, ali pa ne bi imele karizmo, bože moj, še boljšo karizmo imate kot pa dedi. Ampak
štos je preprosto v tem, da je zgodovinska pot je pač bila na nek način bolj šovinistično usmerjena kot feministično, ne? Dobro, če gremo zelo nazaj, ne, je bilo obratno, ne? Ampak takrat še ni Mozart ustvarjal kaj dosti, ne? Hočem vam reči, je to čisto na ta način bilo pogojeno, ker na začetku recimo sploh ženske niste smele niti javno nastopati, niste smele niti pet, Bog ne daj, da bi prepevali, ne? Opere, ko so imeli recimo ženske zasedbe oziroma ženske vloge, so peli kastrati, ne? So peli moški noter, ker ženska ni smela javno se izpostavljati, mislim, in zaradi tega je cel kup teh, rečemo, zgodovinskih uteži, kjer so še danes prisotne zgodovinske uteži, da pač ženski ni nekak mesto med nekimi takimi dedimi patronami tam, ne? Zadnji sem vam o orkestru govoril, še zdaj je Dunajska filharmonija, niso presrečni, ko so ženske začeli sprejemati med se, ne? Mislim, še zdaj imate en par tistih ta pravih noter, ki reče, pa ona tam pa. Mislim, ker je to bil pač neki taki dedi ferajn, da so se dobivali, šli verjetno na en pir potem, ne? Ampak, veste, proti temu ne moramo, ne? Ampak to je na nek način zgodovinsko pogojeno, to ni pogojeno, da ne bi znali, da ne bi ženske bile, ne vem, dovolj inteligentne ali pa kaj, nima veze s tem. Tudi v zgodovini imate ogromno komponistk, imate ogromno solistk, ampak seveda, zakaj pa jih ne poznamo? Pa rečejo, zakaj pa niso bile tako znane? Zaradi tega, ker jim družba kot takšna ni dala prostora, da bi lahko toliko nastopale, toliko bile prisotne, družbeno prisotne, ne kvalitetno prisotne, družbeno prisotne. In, ja, veste, saj, konkurenca ni nič slabega, ne? Konkurenca pokaže pač, kdo je boljši na koncu, ne? Mislim, jaz ne vem, jaz nikoli v življenju nisem imel problema s tem, če je nekdo boljši, hvala Bogu, ne? Imam električarja, ki je boljši od mene, ne? Naj njega spajtla, ne mene. Ampak, hočem vam reči, ta družben vidik, ne, ni za zanemariti, Recimo, ena velikih pianistk in komponistk svojega časa je bila ena gospa, ki se imenovala Klara, priimek je bil Vik, pisano dvojni V, I, C, K, ne, kot tisto, ko smo si v nos not potisnili, če smo bili prehlajeni, ne, Vik. Klara Vik. Ona je bila fenomenalna pianistka, mislim, ko šus je bila, še zgledla je, mislim, Ampak kaj? Gospa Klara Vik se je poročila in zatreskala enega, tako, ki je bil tudi komponist pa pianist, ne? Ampak družba je seveda Schumanu dala več prostora, kot pa Klari. Mislim, Klare mu je bila konkurenca, jasno, rečemo mu je bila konkurenca, ampak družba je seveda temu dala prostor. In za Klaro Vik ni bilo več prostora, ker pač on premahal s svojim klavirjem tja, ne? Mislim, sta pa, kar je bilo pa lepo, ne, če ste malo sledili zgodovini, sta pa dostikrat skupaj nastopala in obstaja cel kup skladb za klavir štiriročno. Kar klavir štiriročno, ne, pomeni, da dva sedita hkrati za klavirjem. To ni za dva klavirja, ne, to ni za dva klavirja, to je klavir štiriročno in sedita skupaj, ne, dva pianista ali pa pianista, ne, igrata skupaj in izvajata na enem klavirju oba dva in ona dva sta bila fenomen, ker sta tudi skupaj te stvari izvajala, ne. Tako da, ampak hotel sem vam sam pokazati nek zgodovinski moment tega ženskega gibanja v glasbo, če tako rečem. Pa so ženske tak so prišle not v glasbeno družbo najbolj pravzaprav skozi opere, ne? Tam pa je vsak komponist svojo prvo damo ubil na koncu opere vedno, ne? Mislim, tega tudi ne razumem povsem, ne? Ampak v prvih 100 operah pomre prvih 100 žensk, ne? Mislim, pač, ne? Prima dona, ne, mora izdihniti na koncu, ne? Mislim, ne zares, ne, jasno, v zgodbi, ne? In pol so vsi srečni na koncu, ne? Jaj. Ampak tak pač to je, ne? Tak pač to je. Dedi se sami pobijamo, ne? Ve pa umirale, pa je, kaj pa. Če ne bi na svetu bilo že 60 milijard ljudi. Tako da še vedno dobro, da je tak, ne? Ok, tako da vidite, ne, glasba ne pobegne pravzaprav zgodovinskim resnicam, ne? To ni šans, ni šans. Pa vse take, dragi moji, v vseh umetnostih, no, tudi v slikarstvu, tudi v
ne vem kjerkoli, vse smo imeli tudi tu, ne vem, če poznate kakšne dobre slikarke, ki so bile, da so bile fenomenalne. Ivana Kobilce, recimo, ne. Pa vsi, mislim, pol ljudi za Ivano Kobilce sploh nič ne ve, vsak, ki pa je naredil osnovno šolo, ve pa za, ne vem, pa ni Kobilica, se nima s Kobilico, ne vem, Kobilca je, ne. Ja, vsi pa vejo, recimo, ne vem, za slovenske slikarje, pa ne vem, za koliko slovenskih arhitektk poznate, ne? Eno figo, ne? Vsi pa poznamo Plečnika, ne? Mislim, itd. Mislim, hočem vam pokazati, da je ta nepravičnost, je družbena nepravičnost, ni osebna nepravičnost, ne? To je zaradi celega sistema je ta nepravičnost, ampak ok. Zato bi vam jaz danes pokazal, seveda bi vas malo sprehodil skozi zgodovino dirigentov in dirigente vam bom pokazal tudi nekaj strašno fenomenalnih gospa, ki danes te stvari počnejo. V zgodovini je to bilo manj možno zaradi samega družbenega prostora žensk, ne zaradi te sposobnosti ali pa nesposobnosti. Ne? To spravi, družba je drugače, recimo, to stvar regulirala in zatirala, ne umetnost, ne? Ampak kaj čemo, ne? Še vedno pa, ne vem, imate danes med izvajalci fenomenalne pevce, ko bomo prišli do tega, boste videli, da, mislim, ko men zapoje Ana Netrebko, recimo, se mi tudi Pavarotti ne zdi več tako dobro, ne? Mislim, resno, ker to, ne vem, no, ampak, ok, bomo prišli do tja še, ok, samo malo potrpljenja, treba imeti. Pa še kdaj priti sem, ne? To mislim. Kako? Aha. Ja, sprijem podavati z avto, tako da. Pravim, marsikdo se zna postaviti vprašanje, zakaj sploh dirigent ali dirigentka, ne? Če so pa izvajalci vedno suvereni, odlični, uigrani, ampak jaz hočem spregovoriti o tem, o vlogi in nalogah dirigenta, da bi poslušali in premislili različne vidike prav tega poklica, da spravi dirigent, kaj počne, hkrati se pa spoznali v bistvu z nekaj imeni svetovne glasbene zgodovine tega področja. Okay. Dirigenti in dirigentke se razlikujejo po svojih značajih, pravim, in interpretacija skladb, vendar so prav te razlike med skladbami, med izvajanimi skladbami so tiste, ki so velike, večje, največje. To spravi, ko boste vi poslušali, recimo danes imamo možnost poslušati različne posnetke, ne? Poslušate posnetek s tem orkestrom, s tem dirigentom, z onim orkestrom, s tem dirigentom, pa ista skladba. Pa lahko rečete, ta posnetek ali pa tale izvedba me bolj nagovori kot ta, ne? Se vam zdi, da je bližja, da vam je bližja, da je drugačna, da je bolj suverena, bolj ne vem kakšna, ne? In to so tiste drobne razlike, kjer recimo veliki orkestri, veliki dirigenti, dirigentke pravzaprav najbolj pridejo do izraza. Kaj je tisto, ne? Poskusil bom tudi odgovoriti na vprašanje, ali so dirigenti in dirigentke v bistvu glasbeni ustvarjalci in interpreti, ampak ali pa le neki polustvarjalci tiste predpisane glasbe. Dejansko so polustvarjalci predpisane glasbe, so. Zato, ker ne more tam kar reči, aha, to ni tako napisano, bomo mi malo to popravili, pa boste vi malo drugače igrali tam, pa malo drugače zapeli, ne. To ne gre, ne. Dirigent mora slediti pravzaprav kuharskemu receptu, ne. Ne more kar reči, na mesti jajc bom pa vzel, kaj za en celo kuro, ne. Ampak je pa možno znotraj tega kuharskega recepta vnesti svoj individualni pristop. To pa je možno. In to je pa tisto, kar na koncu umetnost pravzaprav naredi toliko posebno individualno glede na izvajalca. V drugih umetnostih nimate tega, ne. Arhitekt postavi bajto in tista bajta je, ne. Razen, če jo potem seveda ne spreminjajo, kaj pa dograjujejo, pa jo delajo lepšo, ne. Ali pa slikar ne slika sliko, danes ne boste šli malo Rembrandta popravljati, pa Picassa, pa reči, meni pa to ni všeč, pa malo popravljati. To spravi, te umetnije so pravzaprav zacementirane v nekem času in v obliki. Medtem ko glasba pa ne, glasba se pa spreminja skozi interpretacijo, ker sama glasba, če vam jaz tu partituro prinesem, pa vam jo pokažem, to še ni glasba, ne. Glasba mora skozi izvajalca zaživeti, drugače ni, ne. Ker ne obstaja, nikjer ne obstaja recept, kako naslikati eno sliko, ne. Slika je naslikana in tisto je končni izdelek, ne. No, nekaj takšnih imen zagotovo
Če malo pogledate po imenih, zagotovo kakšnega tudi prepoznate, če ste kdaj kje kakšne koncerte imeli, ne. Zagotovo Leonard Bernstein, o njem smo govorili, če se spomnite tudi kot o komponistu, ampak je tudi bil dirigent. To je tisto, kar sem rekel, so bili na obeh bregovih, ne. Claudio Abbado, žal že tudi pokojni italijanski, ne. Arturo Toscanini, en prvih res takih fenomenalnih dirigentov. No, recimo za Toscaninija so ravno rekli, Toscanini je imel nekaj čist posebnih lastnosti, ki jih dirigent rabi. Imel je pravzaprav absolutni posluh, imel je fotografski spomin, recimo, ne, in bil je zelo karizmatična osebnost, ne. In to je fotografski spomin, veste, da dirigent pogleda partituro, ne, če si predstavljate, kako izgleda partitura, cel kup onih kakcev, ne, če jo pogledate, ne. In če dirigent to pravzaprav z enim pogledom zajame, poleg tega pa, ko gleda v orkester noter, ima to sliko pred sabo, poleg tega ima pa toliko natančen posluh, da točno ve, ne tisto, violine ste zafušali ali pa trobente še enkrat, ker ste narobe, ampak reče, ti tretja trobenta z leve, ti igraš narobe. To je tisto, kar pravzaprav dirigente poloči. In če te stvari uravna in če te stvari uredi in s tem svojim, rečemo, kot je imel Toscanini, s tem spominom, lahko resnično vodi, ne? Ker jaz sem videl že prave take velike dirigente, vam povem, ko je orkester, pa ne Beethovnovo simfonijo, ko že vsi jo znamo od spreda nazaj, pa od sredine navzven na pamet, ampak ko so recimo cele opere dirigirali na pamet, brez partituri, se postavi pred orkester, pa vodi zbor, vodi soliste, vodi orkester na pamet, celo operno predstavo, mislim, ki traja ki ni končala v 20 minutah, ne. To so ti spomini in Toscanini je bil eden od teh, no. Vsaj, ko prijemo do Toscanini, vam še par stvari povedal. Lorin Maazel, Furt Wengler, Simon Rattle, Herbert von Karajan, verjetno, to so taka velika imena, da so prav tisti meniki, Karl Kleiber, Zubin Mehta, on je Indic, Andrej Prevan, Lovro von Matačič, je bil Hrvat, fenomenalni dirigent. Jaz sem ga doživel dirigirati v Ljubljani, mislim, da 82. leto ali dve predno je umrl, je dirigiral Wagnerja. So bili tukaj v gosteh in sicer Rensko zlato. Ja. Aha, Rensko zlato je dirigiral Cankarjev dom, ja. Lovro von Matačič. Ja, sedel je, točno, ali ste bili? Ja. Sedel je, ker ni mogel več stati, so ga malo da ne pripeljali na odre, ampak det je dirigiral na pamet. Na pamet. On ni niti zmogel več obračati onih listov, on je na pamet dirigiral. Sam dvignil roke, Rensko zlato Wagnerja. Leto pa pol pred smrtjo, kaj takšnega. To je bil Lovro Matačič. Mislim, klobuk dol pred takimi ljudmi, ampak vsaj verjetno je v življenju toliko in toliko krat to dirigiral, ampak vseeno, to so kapacitete, o tem govorim. Dudamel, Barenboim, Colin Davis, Seiji Ozawa, eden velikih japonskih dirigentov preteklega in današnjega časa. Pa imate nekaj dobrih ženskih dirigent, Marine Alsop, Simon Young, Susan Melki, Juana Carriero, Hanan Chang, Giselle Bendor, Tera Kano. To so, ampak vam bom malo predstavil te ženske, ampak verjamem, da ko so se začele ženske po Seiji Ozawi, ne poznate. Ker se jih ne vabi, ker nimajo možnosti nastopanja, ker nimajo, veste, ne zato, ker niso dobre, zato, ker pač je srednja Evropa, če tako rečemo, še vedno malo takšna, kakšna je pač srednja Evropa, ne? No, prvi gospod, o katerem smo že govorili, je seveda zagotovo Leonard Bernstein. Pokazal sem vam slikco s tole palco, in on ni bil čisto zadovoljen kot dirigent, Čeprav je bil tudi rad dirigent, ampak on je rekel, moje srce je še vedno komponist. Eden od takšnih, ki ni bil čisto zadovoljen kot dirigent, je bil recimo tudi Gustav Mahler. Gustav Mahler je bil tudi dirigent, on je tudi dirigiral, ko še v Ljubljani je dirigiral nekaj, ampak v duši je bil pa komponist, ki je pa stopil pred orkester, predvsem zaradi tega, če rečem Gustav Mahler, zato da je živel od nečesa, zato ker je večkrat lahko dirigiral, kot pa skladbe dobil za pisati, ker napišeš eno simfonijo, pa ti enkrat jo odkupijo, medtem ko če jo pa zdirigiraš na 10 koncertih, ti pa 10 koncertov odkupijo,
preživljal se je lažje s tem. Ne? Skratka, hočem vam povedati, da ni bil popolnoma zadovoljen s tem, ampak ok. Par besed, komponist, pianist in dirigent, on je bil tudi odličen pianist. Veliko je naredil za razumevanje koncertne glasbe, vodil mnoga predavanja za otroke. To je recimo zelo pomembno pri Bernsteinu bilo, on je otrokom približal to koncertno klasično glasbo. On je z New Yorško filharmonijo posnel cel kup enih oddaj za otroke, ki so jih potem izdali tudi v eni knjigi, ki se imenuje Srečne ure ob glasbi. Če boste kdaj z otroki hoteli glasbo doživljati, si sposodite knjigo, ki še zdaj obstaja, tak lepa buklica je Srečne ure ob glasbi, kjer on razlaga, kako razlagati glasbo otrokom. Ne? In jim je razlagal ne samo take skladbice, one eci, peci, pec, ne? On jim je kazal velike simfonije, on jim je kazal Stravinskega posvetitev pomladi, on jim je, mislim, skratka, te velike, težke partiture, ampak na njihov način jim je razložil pri, ne vem, Stravinskem je govoril o dinozaurih, pa o takih stvareh. Mislim, hočem vam reči, da je glede na neko otroško tematiko, je on vzel pač neko skladbo in jim jo je približal in je začel o tem govoriti. In otroci so napolnili ono dvorano, New Yorška filharmonija tam, Bernstein spredaj pa je govoril nekaj, potem so pa zaigrali 4-5 taktov, pa je spet otrokom nekaj razlagal. Otroci so bili, mislim, očarani nad tem, ne. In če to začnete pri takšnih tamalih, potem vzgojite pravzaprav poslušalca. Po vam ne dirigirajo, mislim, po vam ne ploskajo v Cankarjevem domu vmes med stavki simfonije pa koncerta, ne. Če vzgojite, ne. Ampak očitno je nekje nekaj bilo narobe, ne. Ker to pa jaz znorim, ne. Če grem vsakih 36 let na en koncert, ker, ne. Pa še to čisto slučajno, če najdem kakšno karto. Ko mi začnejo ploskati med simfonijo, mislim, po prvem stavku simfonijo, takrat skup pade, izvolite. Oprostite, hotel se sam stavek končati. Ja, jaz sem pa poslušala enkrat po televiziji enega, ki je rekel, da raj vidi, da mu med stavki ploskajo, kot da krešajo. Ja, to, če imam se za odločiti med dvemi neumnostmi, je ta boljša, ja, to je res, ja. To je res, ja. Sam mene kot poslušalca pa to strašno moti. Tisto je pa sploh, ne. Če je človek bolan, ne ostane doma v postelji, ne. Ja, pa ste prav. Ne, se strinjam, popolnoma. Med dvema slabima stvarema se odločim za to, ja. Ok, to spravi, tu imate nekaj del, Fancy Free je recimo en balet njegov, Peter Pan so ene skup pesmi, ki so odlične tudi za otroke. Zgodba zahodne strani zagotovo, ta musical poznate, ne. Simfonija Jeremaja, ok, knjige Srečne ure ob glasbi sem vam omenil, The Joy of Music, Neskončne možnosti glasbe, Infinitive Variety of Music. To so odlične knjige, ki so tudi prevedene in on o glasbi na nek način piše, kako jo približati ljudem, no, tako. Ne kako se delati pametnega, ne, pa kaj vse on ve, pa kako bo on to pokazal vsem, da je on bolj pameten od drugih, ampak kako približati glasbo, kaj je v glasbi tistega, kaj se da zagrabiti, kaj se da narediti. No, malo bi vam pokazal, kako Bernstein recimo, kako dirigira. Namreč, ta posnetek je nekaj meni posebnega, opazujte, koliko bo delal z rokami in koliko ne bo delal z rokami. Lahko razberete iz njegovega obraza, pravzaprav on želi interpretacijo od orkestra. Orkester, dokaz, orkester zna, saj vemo, odlična filharmonija, orkester zna igrati. On jim samo vliva nekaj drobne stvari, on dirigira z obrazom. Toliko o tem velik dirigent Leonard Bernstein, ne? Roke na hrbet, Dunajska filharmonija, vi znate igrati, jaz vam bom pa pomagal, pa malo z glavo takole, pa malo jih pogledam, malo sem da smehnem. Mislim, dirigent, tako da ni treba vedno, da je dirigent moker, pa da teče z njega dol, pa da vem kaj še vse. Mislim, čeprav tudi, ne, C.G. Ozawa, jaz ne vem, jaz sem dostikrat gledal C.G. Ozawa, mislim, ne v živo, ampak tako po posnetki. Jaz mislim, da je on za Švicar v prvih 16 sekundah, ne, on je moker, on je non-stop moker, ne, pa še take lase ima, take kuštrave, ne, pa non-stop mu štrlijo v stran, pa vse se ga bom pogledal. Non-stop teče z njega, jaz imam vedno občutek, da se on tušira vmes kot dirigira. En takšen dirigent je zagotovo Claudio Abbado. Umrl pred nedavnim, bi lahko rekli, ne, 3 leta nazaj, ampak bil je vodilni dirigent na celem kupu področju, ne. Claudio Abbado je ogromno počel. Dirigiral mnogo svetovnim znanim orkestrom, velikim orkestrom, gostoval praktično po celem svetu.
bil je vodja tudi Berlinske filharmonije, poklicno se je posvečal delom Rossinija in Verdija, italijanskim komponistom, recimo. Ne? In to je ena takšna, sicer zanimiva, ne? Ampak ta fama je, ne? Da italijanski dirigenti najbolj dirigirajo italijanske komponiste, nemški dirigenti najbolj nemške, ne? Tako kot si rečejo, tako kot je Beethovna dirigiral, Karajan ga nihče ne zna. Ne? Mislim, saj jaz ne vem, zakaj je temu tako, ne? Meni se ne zdi, da je tako, no. Jaz vam povem, osebno nimam neke posebne afinitete do tega, da bi rekel, da pa sam Čehi lahko dirigira češke komponiste, pa Rusi, ruske, ne. Ampak, ko pa pride do tega zlitja, pa to opazujete, pa vidite, da je nekaj na tem, da ustreza, ne, ustreza glasba tistemu, če rečemo, duši tega izvajalca ali pa dirigenta. Mislim, spet se ne da reči, kaj je tisto, ne, ampak nekaj ustreza, nekaj bistveno bolj ustreza, kot pa ne ustreza, ne. Poklicno se je posvečal predvsem Rossiniju in Verdiju, pravim, posnel je simfonije Beethovna, Brahmsa, Mahlerja, Mendelssohna in Schuberta. On je šel namreč sistematično, ne? Sistematično in rekel, to želim narediti, to bom naredil in je naredil svoj opus teh simfonij in se je prav študijsko posvečal temu in seveda ob tem je Abbado, če rečem, svetu ponujal to klasično, klasicistično glasbo, seveda s tem orkestrom, kjerkoli, kamorkoli je prišel. Ker orkester tudi, veste, igra vse simfonije, pa jih posname vse simfonije, lahko gre kamorkoli te simfonije zna igrati. Se ne sprašuje več, kaj je že tu napisano, ampak igrajo že napolno na pamet. In čim večkrat igrajo, tem boljše so lahko izvedbe. Ne? Jasno, ampak to je bil Claudio Abbado. No, recimo njegov Beethoven je zagotovo nekaj posebnega. Kakšna je pa razlika, recimo, če Abbado, Berlin filharmonikar ali pa Karajan Berlin filharmonikar, ne? Oboje je pravzaprav Berlin filharmonikar, oboje je Beethoven, ne? Ko to poslušate, ne, so razlike v njansah. Ko ste rekli, tega jaz ne slišim. Slišite. To so stvari, ki jih vi lahko, ne tako, da jih slišite, pa rečete, jaz sem slišal ono noto. Ne, tako. Slišite, v bistvu drugače dojamete. Claudio Abbado je bil bistveno večji melodik. Medtem, ko je bil Karajan, je bil bolj striktna mašina, ne? Bolj je bil stroj. Pod Karajanovo roko je recimo ta simfonija urejena, absolutno urejena, do mikrona natančno izvedena. Ne? Medtem, ko pri Abbadu imate pa malo več mehkobe, malo imate tega, če rečem, vidite, tako me lahko zanese, rečem, italijanskega, belkantovskega stila, ne? Ampak nekaj na tem je. Nekaj na tem je, on dovoli, da Beethoven zazveni pravzaprav malo romantično. Medtem, ko Karajan Beethovenu ne dovoli niti približen vstop v romantiko, zato ker je za njega Beethoven čisti klasicist, ki je mašina, ki je stroj, ki je striktno tako, kot se smatra, da je Beethoven bil. Pa spet ni res, ne? Beethoven je bil, recimo, res da z eno nogo je bil v tej klasicistično-haydnovski, mozartovski čas na nek način usmerjen, ali pa je stal v tem stroju noter, ne? Ampak od njegovega, recimo že srednjega opusa, sredine opusa, sploh pa pozni opus, sploh pa njegova pozna dela, je pa v čisti romantiki. Če vi poslušate Beethovenove klavirske sonate, ki so recimo en taki opus magnus njega, če poslušate prve sonate, zelo težko ločite, ali so to Mozartove, ali so to Haydnove, ali so to zgodne Beethovenove sonate, sploh tiste C-durta prve, številka 1, 5, pa tako dalje. Če pa poslušate njegove pozne sonate, Appassionato, ali pa Mondschein, ali pa kaj takšnega, to so pa čiste romantične melodije, ali pa njegove, kaj pa vem, violinski koncert, to je pa čista romantika, ne? In boste rekli, Beethoven, ki je bil takšen, vsaj vemo, kao bi bil zagrenjen, pa ne vem kaj še vse. A poznate film o Beethovenu, ki mu je naslov Nesmrtno ljubljena? Immortal Beloved. Gary Oldman ga je igral. Ja, ampak Rosalinjeva je igrala na Bavni. Ja, možno, ja, točno. Ampak film govori o tem, o njegovi veliki ljubezni, pa o otroku, ki bi ga naj imel, pa zato, ker je pa dejstvo, da se je našlo eno pismo, oziroma obstajajo pisma, vse takrat se je pismo pisalo, ne SMS-e, ne? Kako? Ja, pisma, v katerem on piše pismo eni gospe, eni ženski, ki jo menuje moja nesmrtna ljubezen, moja nesmrtno ljubljena in govori, ne omeni imena. Ne? Ravno zato, ker je pazil na to
in potem so ugotavljali, da bi naj to bila žena od njegovega brata, pravzaprav, ne? In otrok, ki so ga imeli, bi naj bil njegov otrok, ne od brata. In skratka, vse tu je malo špekulacij, no, to ni važno, ampak zgodovinsko dejstvo pa je, da se je Beethoven zavzemal za to po smrti brata, ne, da bi on nečaka posvojil, ne. On je hotel nečaka posvojiti, zato ker pač je rekel, vse tam ne more živeti, brat se je zapil ali kaj že vem, kaj je naredil, ne, ona nima dohodkov, mislim, cel kup nekih špekulacij tu, no, ampak to bi naj bil recimo njegov otrok in tako dalje, in tako dalje. Ampak hočem vam povedati, da ko pa vi berete Beethovenova pisma, korespondenco njegovo, pa vidite, da to popolnoma drug človek, da to ni nek zagrenjen starc, ki je gluh, pa vse nadira, ki pridejo mimo, pa nadira jih ne zato, ker jih ne mara, ampak zato, ker ne sliši, jih nadira, ne, kaj mi rečeš, kaj je, to so mislili, da je jezni na njih, ne. Mislim, hočem vam reči, on je bil zagrenjen zaradi svojega lastnega manjka, zaradi tega, ker ni slišal. Zdaj se pa predstavljate, on se je moral z nečim preživljati, kot dirigent se ni več mogel preživljati, zato ker ni mogel dirigirati, ker ni slišal. In potem so ga zafrkavali na vajah, ko je imel vaje z orkestrom, so nehali igrati, on je pa dalje dirigiral, ne? Pa take stvari. Mislim, kdo ne bi potem rado zagrenjen, mislim, potem se pa jaz to sprašam, ne? Ampak dejansko, zakaj vam to zgodbo govorim, ker on se je kot dirigent tudi preživljal, ne? In če bi film gledali Nesmrtno ljubljena, bi videli pravzaprav na koncu tisti njegov uspeh z 9. simfonijo, z Odo radosti, z zborom in vsem tem, in za njegovo izgubo, popolno izgubo sluha. Ne. V filmu je to krasno prikazana ta njegova dvojna zgodba, ne. Ta zgodba njegovega poraza, lastnega osebnega poraza in njegove zmage v umetnosti. Mislim, film gledajte, če ste malo občutljivi, vzemite zraven par paklo robčko, zato ker film je vreden tega, da se Beethovna pokaže v bistvu kot romantičnega komponista, ne kot klasicista, ki ga pa hoče pravzaprav Karajan pribiti na tla in reči Beethoven, da si in to je Karajan, ne? In on je tudi bil, je bil tudi takšen dirigent je bil, ne? Tam se je moralo ravno sedeti, pa biti ne vem kakšen, ne? Ampak na koncu pa je muzika res takšna, kot je urejena v nulo. Ampak zdaj sem naredil malo ovinka, če zabada, ne mi zameriti, lepo prosim, da vam te stvari malo bolj plastično probam pokazati, ampak Abado dovoljuje, pa prav Beethovnu dovoljuje biti malo italijanski, ne, če se tak pohecam. Ne. No, tu ste tudi lahko opazili, da orkestraži malo več delajo že, ne, kot njegovih prvih simfonijah, zato ker se, zadnjič sem ravno govoril o tem, ker se je glasbeno šolstvo že malo toliko razvilo, da so bili glasbeniki malo boljši, ne, po tistih 20-30 letih, kaj je on pravzaprav ustvarjal, živel in delal, ne. In 9. simfonija že imajo glasbeniki kaj za početi, ne. Mislim, ni več tisto samo na 4 tonih, ne. Ampak seveda, Beethoven je pač sam eden, ne. Hvala Bogu, da sam eden. Ok. Arturo Toscanini, če gremo zdaj v zgodovino malo zelo nazaj, 90 let ratov star, kot vidite, ne. Bil je pa fenomen, bil je pa res fenomen. On je imel, kot sem rekel, ne, absoluten posluh in totalen fotospomin. Ne. In to ga je delalo za tisti čas, za dirigenta ga je delalo malega čudežnega otroka. Ne. Res. In on je že zelo zgodaj začel pravzaprav se kot dirigent udejstvovati. Velja za enega največjih dirigentov svojega časa, imel je absoluten posluh, voditeljske sposobnosti, fotografske spomin. Krstno je izvedel mnogo dan slavnih koncertov, simfonij in oper. In to je za njega bilo mogoče tisto najbolj zanimivo. On je krstil dela, ne. Komponisti so recimo dobili naročilo za, ne vem, Milansko skalo, ne, in njega zahtevali, da dirigira, ne. On je recimo tudi prvi bil, ki je dirigiral La Bohème, ne, Puccinijev. In zanimivo je bilo, ne, v zapiskih poznamo, da je Puccini bil grozljivo nesrečen, ne, grozljivo nesrečen. Zdaj pa bojo dali enemu mlademu dirigentu to zadirigirati, kar sem jaz ustvaril in kar mislim, da je La Bohème moja velika opera, in je bil nesrečen. In se je pretakal okrog in je rekel, kaj bo zdaj z moje opere nastalo. In pol res ta mladi Toscanini se privijuga tam mimo, ne, ima tiste vaje z orkestrom, ne, opera doživi blazen uspeh, ne, in ona dva ratata pravzaprav prijatelja do konca življenja, ne. Mislim, v tistem trenutku, ne, ko je Puccini sam rekel, mislim, to je pa tisto, kar
doživi komponist, kako? Kar sem hotel. Ja, kar komponist doživi, da ima na drugi strani, ker Puccini ni bil dirigent, ne? Da ima komponist na drugi strani interpreta, ne? A veste, da to nastane. Jaz lahko napišem koncert za, ne vem, 4 trobente, ampak če nimam tam trobentačev, lahko moj koncert, jaz ga ne znam zaigrati, ker na trobento ne znam nič razen, da jo ščistim, ne? Če pa imam tam 4 perfektne trobentače, pa iz tega koncerta lahko naredijo, ne vem, zaradi mene svetovno znano zgodbo, ne? Zato je bil Puccini tako naklonjen Toskaniniju in rekel, aha, končno sem našel nekoga in potem se ga je držal skozi svoje opere, se ga je držal tako kako bolha psa, ne. Samo je hotel, da on dirigira, ker to je tisto, mislim, sta se na nek način, ja, res sta bila skupaj, no? Na nek način sta se ujela, ne? Na nek način je on vedel, kaj on hoče, nek način pa je Puccini vedel, kaj on rabi, pa mislim, in tu je nastala neka kemija, ne, in to je bil Toscanini. In ni sam pri Pucciniju. Celo kopico drugih koncertov, simfonij, ravno na tem prelomu stoletja, ki je dosti pomembno za glasbo, je on deloval. Vidite, da je dirigiral Milanski Scali, Metropolitan operi, z velikimi svetovno znanimi orkestri. Skratka, ni da ni bi lahko rekli, ne. Evo, posnetek s Toscaninijem, če bi radi videli, ker obstaja. Izvolite, predno poženem. Bi pa se nekaj vprašal, zakaj imamo v Ljubljani Toscaninijev park, edin Toscanini, Ja, se je bil tukaj. Pa Maler, a ja, zato. Se je bil tukaj, Maler tudi. No, se, za Malerja vem, pa Toscanini nisem vedel. Ja. Park imamo, seveda, ja. Posvečen Toscaniniju, seveda. Nisem vedel, sem mislil... Glejte, Ljubljana, če zgodovino poznate, vem, da poznate zgodovino, je pravzaprav od Rimljanov naprej že bila znano mesto, ne. Mislim, Ljubljana ni bila pač tam, ne. Schubert se je potegoval za službo v Ljubljani, med drugim pa so ga odklonili, ne, pa tako dalje. Mislim, hočem reči, kar ti glasbeni veliki umi so v Ljubljani kar poskušali delali in tako dalje, ne. Sej, jaz se spomnim, da sem bil v Pragi, da smo se tam pogovarjali, malo enkrat pa je pač en znanec, kaj, ko smo se tam pogovarjali, je rekel, a ni fino, da smo vam mi posodili Plečnika, da je tudi pri vas kaj naredil, ne? Skratka, hočem vam reči, Ljubljana je imela kar en tak dober center. Zanimivo mi je nekaj, ne, da je drug center pravzaprav v zgodovini, recimo 200 let nazaj je bil Kranj, ne, ki je bil center Kranjske, ne, Prešernovem času, sploh tam okoli leta 1800, ne. Ampak Kranj danes ne najde prave identitete, prave možnosti nekega kulturnega razvoja, ne. Jasno, Slovenija je toliko majhna, da je ta centralizacija skoraj nujna, ne, ker vse skupaj že zgleda, ker na teh, se pa Slovenijo prevozite z malo boljšim avtom v dobrih 3 urah, ne. Vse skupaj že zgleda, kot je na takšen en center, ne, en centralni del Slovenije, pa en par, kaj bi rekel, obmestnih zadevc okrog, ne. Tam do Celja, mislim, zadnjič smo se ravno pogovarjali z enimi kolegi, če opazujete črto Dunaj, Graz, Maribor, Celje, Ljubljana, Postojna, Trst, ne, ste tako eno črto dol, ne. In če boste pa vzeli tak šestilo, boste pa videli, da so razdalje zelo podobne, tam 60, 70 km, 90 km, nič več, ne, to so tak grejo te. Zakaj so tak mesta nastajale? Zakaj so na taki osi ta mesta tak nastajale? Zaradi pošte, zaradi konjev. Zato, ker so konje menjavali, ne? To je bil en dan konjske ježe. In en dan konjske ježe je bil od točke do točke, ne? In so konja menjali in so šli naprej in so spet menjali konja. In ni bilo razloga, da bi se vmes ustavljali, ne? Hočem vam pokazati namreč, kako so zunanji deležniki, ne to, kje bomo mesto zgradili, ampak čist fizično pogojeni deležniki, kot je pošta, kot je ne vem karkoli, pogojevali, kje se bojo centralizirale zadeve, ne. In Ljubljana je bila, če pa tako rečete, na sredini, če tak krog potegnete pravzaprav med, recimo, obmorskimi Trst sistemi, ne, in avstrijskim Dunajem, centralnim evropskim takratnim mestom, ne. Kje je Pariz pa London, ne, to so bili drugo, ne. Dunaj je bil ena taka res centralna umetniško-zgodovinska zgodba, ne.
To je ena ideja in ljudje jasno so gravitirali tudi v Ljubljano, vsaj. Ne? Ok, torej, kako, evo, veliki Toskanin, kako je izgledal oziroma kaj dela? Noč usode od Verdija. Če boste šli kdaj v Milano, boste šli v muzej lahko, v Milanske skale, boste videli, imajo tam odlitek njegovih rok. So roke odlili, so rekli, da imajo posebne roke, gibe in ne vem kaj še vse. Mislim, malo tudi delajo z tega neke mitologije, ne, ampak kakorkoli. Evo, en takšen zgodovinski temeljni kamen, mimo katerega ne morete, če omenjate dirigente, je zagotovo Herbert von Karajan, umrl leta 1989. Svetu znan kot glavni dirigent Berlinske filharmonije, ne. On je bil 35 let, je bil šef dirigent njihov, ne. Če pa v 35 letih ne narediš vsega, pa res ne vem nič, ne. Ima ogromno število posnetkov pri največjih svetovnih založbah, je najboljše prodajen klasični dirigent vseh časov. Še danes se prodajajo njegove plošče oziroma njegove posnetke na ploščah, na kasetah, na CD-jih, na ne vem čem še vse, ne. Še danes velja za najbolj prodajanega dirigenta. Klavir je študiral pa na Mozarteumu v Salzburgu in že takrat je veljal za izredno nadarjenega glasbenika, že kot mali, ampak je bil najprej pianist, ne. On ni se odločil za dirigenta, on je skozi pianistiko je pravzaprav postal kasneje dirigent. No, ampak v Salzburgu je študiral. Zdaj pa njegovo Beethovna poslušajte, 7. Absolutno urejeno, ne, absolutno upoštivano, kot mora biti, ampak meni osebno manjka, ne. Velik dirigent. Nedvomno velik dirigent. Ok. Evo. Siđi Ozava, ne, ta je kuštral, no tu vsaj ni za Švica še, ker so ga verjetno samo na slikanju imeli, ne. Drugač pa Siđi. Ja, ampak Siđi Ozava je tudi fenomen. On pravzaprav dirigira kompletno zahodno glasbo oziroma evropsko kulturo. Totalno suvereno, ne, totalno suvereno in mislim, velik dirigent. Najbolj znan japonski dirigent evropske klasične glasbe, delal v simfoniki San Francisco, Toronto in Bostonsko filharmonijo, ne, tam je delal. Dobitnik mnogih nagrad, mislim 26 teh velikih nagrad, kar je v svetu glasbe od Grammyja do ne vem, mislim, ni da ni, on pobral. Snema za najboljše svetovne glasbene založbe na Japonskem, kar je spet pomembno, na Japonskem spodbuja mlade glasbenike k učenju inštrumentov, ne. On dela glasbene šole, on igra z temi otroškimi orkestri. Kino orkester, če se spomnite, sem vam ga zadnjič kot orkester kazal, ne, je on ustanovil oziroma je on pomaga kot fundacijo ga delati. Spravi, ker mladi japonski glasbeniki igrajo in jih potegne na nek način v svet klasične glasbe. No, evo, malo Ozavo z Mozartom, recimo. Jaz imam posnetek Siđi Ozave, Mozartovega Requiema in jaz vam povem, da sem dolgo iskal dober posnetek Requiema in našel sem ga Siđijem Ozavo, tisti, ki meni ustreza. Jaz ne vem zakaj, ne vem kako, ampak ko sem ga poslušal, nisem vedel, da je to Siđi, ne. To spravi, nisem šel iskat Siđi Ozava, Mozartov Requiem, ampak sem poslušal posnetke in sem jih primerjal med sabo in potem sem rekel, to je ta pravi, in potem pogledam, kaj je in je Siđi Ozava dirigira v živo Mozartov Requiem, mislim. Čisto tako, ne, kot ni treba biti Nemc za to, da dirigiraš Nemce, ne. Saj Mozart je bil Nemc, ne, da ne bomo pomoten. Izjemno sugestivn, ne, proti recimo Karajanu in tako, ne, saj je. To so ti različni pristopi, ampak gledajte, to je to. Marina Alsop, verjamem, da niste slišali za njo. Ste? Mislim, ok. Če malo v svet glasbe stopite, Marina Alsop, tu gori, ne. To je fenomenalna ženska, dirigentka, dirigira ni da ni, ne. Ampak, ok. Ona je tudi v osnovi violinistka, direktorica simfoničnega orkestra Baltimore in Sao Paulo, simfoniki, dobitnica mnogih nagrad od Grammyja, BBC Music, vse, mislim, tudi pobrala nagrad, koliko hočete. Znana predvsem po sodobnejših izvedbah in opusu 20. stoletja. Snema za pomembne založniške hiše, ima bogat opus posnetkov. Skratka, če boste kdaj v Marina Alsop karkoli poiskali, videli, poslušajte malo njene posnetke,
izjemno sugestivna dirigentka, mislim. Evo, malo bolj sodobno partituro, samo da spoznate dirigentko, kako Marie Nelson. Simon Young. Znate? Poznate, ne? Kako? 61-letni. Ja. To ni Neil Young, ne? Ja, to je Simon Young. Ja. Evo, dirigentka se tudi zna pokazati z dirigentsko palico, ne? Je pa Avstralka, ne? Ona je Avstralka, komponistka in pianistka. Ampak bolj, bi lahko rekli, bolj dirigentka, diriguje pa v Sydneyju, ne? V Avstraliji, v operi njihovi, ne? To ne tam. Večkrat nagrajena za posnetke izvedbe, dirigirala je tudi v Metropolitanu, Hamburgu, na Dunaju, v Bergnu in pa na Bayreuthskem festivalu, ona Wagnerja dirigirati, ne? Kar je klobuk dol, da Nemci to dovolijo, ne? Snema operne predstave in balete in to je meni predvsem zanimivo. Ona se je začela ukvarjati s tem, da opere ni treba sem priti v opero jih poslušati, ampak ona naredi film z tega, ne? To se pravi, ona posname opero, jo zdirigira in potem izda to kot DVD, kot film, pravzaprav, ki se ga lahko pogleda, ne? In dela seveda tudi plošče in snema koncerte. To se pravi, ona pravi, da se prava glasba, če tako reče, ne? Ona verjame v glasbo, ki se dogaja skupaj s publiko. In to tudi snema, ona zato koncerte svoje snema, ker pravi, da glasbeniki drugače igrajo, res da v studiu imate kontrolirano okolje, pa lahko bolj kontrolirano vse posnamete, ne? Ampak če imajo orkester ali pa zbor ali pa solisti operni, ne? Če imajo tribuno pred sabo, mislim, če imajo kulise, če imajo vse, pa še publiko noter, potem oni drugačna energija je v celem delu, ne? In ona tisto spremeni v ploščo noter, ne? To se pravi, tisto spremeni v film. Ne, gremo zdaj v studio, pa naredimo klinično čisto, pa natančno, pa ne vem kaj še vse, ampak ne, posnamimo to vzdušje koncerta. Posnamimo vzdušje, ki je bilo na dan ta in ta sto in to publiko s tem koncertom. In iz tega naredi plošče, ne? In te plošče so seveda dosegajo, zato pravim, snema za velike hiše, dosegajo odlične naklade, ravno zaradi tega, ker so to ti koncerti v živo in imajo drugo energijo, kot pa studijski posnetki, ne? No, evo, da pogledamo, kak gospa Simon Young dirigira Wagnerja. Ampak, evo, Simon Young, Wagner, kje vse je bila, kaj vse je počela in Avstralci so izjemno ponosni na njo. Nekaj posebnega je tudi Thea Kahn. Kako? Ta je še mlajša, ja, ampak ona je pa specialistka za vokalno glasbo. To je pa doktorica znanosti tudi in za vokalno glasbo, posebej za vokalno glasbo, ne? Dirigentka. Okay. Je ameriška dirigentka, specialistka za vokal, vodi 300-članski moški gejevski zbor. Če boste kdaj imeli možnost ta zbor slišati, to vas odnese, mislim. To je, kaj zna, dobro, se dela tudi druge stvari, ampak to je recimo ena takšna, ko bi zbor Rdeče armade poslušali, ne? To je fenomen, ne? Ampak to je bila njena ideja in to je naredila. Iz Washingtona, ne? Posnela ogromno plošč, video materijala, nastopa po vsem svetu, vodi delavnice in zborovsko šolo. To se pravi, k njej se gre specializirati dirigiranje in izvajanje vokalne glasbe, ne? Ona tudi dostikrat sodeluje s kakšnimi drugimi dirigenti, ki pripravljajo recimo zbore za opere. Veste, da opere imajo tudi svoj čisti zborovski ali pa vokalni zborovski del, ne? In ona pripravi ta del. Ona njo povabijo, da pripravi ta del, ne? Ker pravi, da ona kot specialistka za vokal ima tudi posebne vokalne tehnike, jih mislim uči itd. itd. In je seveda njeni nastopi ali pa njeno recimo izvajanje je nekaj posebnega, ne? Ok, poglejmo, kak Thea Kahn počne stvari. Če ste ga primerjali lahko od Karejana, ne? Ali pa od, kaj smo gledali prej, recimo, ne? Toskaninija, ne? Je to neka ritmična, stroga vaja, ne vem kaj še vse, ne? Njeni gibi so pravzaprav skup z glasbo, so že ples, ne, so že, in ona to pokaže s celim telesom, ne. Mislim, zato pravim dirigentke se razlikujejo pravzaprav po teh interpretacijskih zadevah in hkrati seveda z glasbo, ki se ukvarja, ne. To, da je ona zbrala pač gejevski zbor, bi lahko rekli, da se posveča s temi skupinami glasbenikov ali pa hoče jih prikazati pravzaprav kot enakovredne partnerje v neki družbi umetnikov, ne. Zato, ker za gejevstvom je recimo strašno trpel tudi Bernstein, ne.
kljub temu, da je bil poročen, kljub temu, da je imel otroke, on je imel svojega geovskega partnerja, ne, za katerega tudi žena vedela, res, da je z ženo je bil skupaj praktično do njene smrti, je bil velik problem, mu je praktično umirala kar nekaj časa, ampak on je imel tudi svojega partnerja. Skratka, in ameriška družba je danes še toliko bolj, ne, ampak nikoli ni bila naklonjena tem zadevam, ne, in saj družba tudi danes, če jo opazujete, ni čist naklonjena tem kakorkoli drugačno, ne, ker jih imajo za, ne vem, pervertite, pa ne vem kakšne ovačne, pa ne vem kaj, so zeleni zaradi mene, ne vem kaj, rogovi na hrbtu raste, ne vem kaj se. Mislim, jaz ne vem, kaj ima družba proti temu, ne, ampak, ok, očitno že ima nekaj, ne, ampak hočem reči, ona je pa poskušala prav poiskati te robne glasbenike, glasbenice, pa še kot persona funkcionira med temi dedi, ne. Mislim, ampak to so te stvari, veste, ki se v današnjem svetu seveda na nek način tudi cenijo. Evo, to je bila Teja Kano. Malo se sprehodimo, da ne bomo politično nekorektni, še malo po slovenskih. Ne vem, če kaj poznate. Jakov Cipci je eden začetnikov skupaj z Emil Adamičem, recimo slovenske operne glasbe. On je postavljal tudi opero v Mariboru precej gor, ne. Jakov Cipci je bil pa Hrvat, pravzaprav, ne, oziroma Dalmatinc, če sem še bolj natančen, ker Dalmatinci se nimajo čist najbolj za Hrvate, ne. Skratka, ne. Emil Adamič, recimo, to sta bila dva taka začetnika res dobrega zborovstva, ne sam zborovstva, no, vedeti je tudi treba zborovstvo, zakaj sem rekel zborovstvo. Slovenija je imela kar dobre zborovske dirigente in dirigentke od samega začetka, zakaj? Zato, ker so bile delujoče 3 močne matice. Matica v Trstu, Matica v Ljubljani, v Celju je bila in tudi v Mariboru, to so bile matice. In so izhajale pravzaprav iz društev, ne, glasbenih društev, in tam so bili orkestri noter, tam so bili zbori, tam so bili, in so potrebovali tudi dirigente in dirigentke, da so stvari počeli. Jože Privšek, zdravje. Tako se začne, vidite. Jože Privšek, eden od fenomenov slovenskega, recimo zabavno-glasbenega, jazzovskega dirigiranja, on je bil tudi dirigent, ni bil sam komponist, dobro, komponist je bil tak fenomenalen, ampak je bil pa tist, ki je pravzaprav postavil v Sloveniji, ali pa v takratni Jugoslaviji, gor pravzaprav to jazz-pop sceno, ne. On kot dirigent, ne. Saj so delali tudi drugi, Bojmir Sepe, pa bla, 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 saj jih lahko naštevamo, ampak niso bili toliko dirigenti, Jože Privšek je bil pa komponist in dirigent, ne. Orkester. Lucijan Marija Škrjanc je bil eden, kjer se je pravzaprav študiralo in kompozicijo in dirigiranje, postavil je pravzaprav temelje dirigentskega oddelka Akademije za glasbo tudi gor, ne. To spravi, on je deloval na Akademiji za glasbo. Potem Samo Hubat, ki je umrl pravzaprav lansko leto, eden od skoraj 100 let starih, ne, skoraj 100-letnikov, velikega, ja, ampak Samo Hubat je bil svetovno znan dirigent, ne, in velik format dirigenta, filharmonije in tako dalje, in enako Anton Nanut, ki je bil tudi v času mojega šolanja na akademiji, je bil tam dirigent in ogromno slovenskih dirigentov, današnjih slovenskih dirigentov izhaja pravzaprav iz Nanutove šole. Spravi, ta dva sta bila res, no, hočem vam pokazati lani, Nanut je pa letos umrl, ne. Spravi, slovenski veliki, dosti veliki slovenski dirigenti. Dva mlajša dirigenta, Simon Krečič, ki zdaj vodi, on je zdaj direktor opere v Mariboru, ne, ampak je hkrati tudi dirigent, jaz sem z njim naredil kar že nekaj stvari za glasbeno mladino Slovenije, ko on pride dirigirati Slovenski filharmoniji in otrokom pokažemo klasično glasbo v filmu, na nek način probam stimulirati, ne bom rekel, nočem biti tak, da rečem, da posnemam Bernsteina, ne, ampak zdi se mi, da je nagovarjanje otrok skozi dober pristop, pravi pristop do klasične glasbe je pravilno, ne? In jaz vam povem, vsakokrat, ko naredimo to, imamo Galusovo dvorano napolnjeno, pomeni 500 otrok, naredimo 2 predstavi na dan, 2 dni traja, da spravi 4-krat napolnimo Galusovo dvorano do zadnjega končka, ne? In filharmonija spredaj, Simon pred orkestrom, kažemo filmske odlomke, v katerih se klasična glasba pojavlja in Slovenska filharmonija igra klasično glasbo skupaj s filmom, ne. Mislim, otroci vriskajo, jokajo, ne vem kaj še vse gledajo, ne vem, Disneya gledajo ono, ker tam noti je klasična glasba, ne. In potem dobivamo res, oziroma dobiva glasbena mladina Slovenija, dobiva potem pisma, kako so spoznali to glasbo, kako so Mozarta spoznali, kako je to posebno. Mislim, hočem vam pokazati, da obstajajo pristopi
kjer se otroka da tudi drugače zanimirati za klasično glasbo in Bernstein je to počel. In če počnem jaz to recimo v senci sence Bernsteina, ne, z New Yorško filharmonijo, sem toliko bolj vesel. No in Simon Krečič je tisti, ki dirigira v tem primeru. Marko Letonjo vam hočem pokazati, on je velik dirigent, ki je prišel iz Slovenije, on je svetovno znan, dirigira tudi v Milanski Skali. Skratka, iskan dirigent, mislim, da je zdaj v Švici, nisem čisto siguren. Skratka, niti ne vem, kje je, ampak bil je pa, kar se pa smem pohvaliti, bil je pa moj sošolc. Mi da so skupaj hodila na srednjo glasbeno šolo in ja, tudi isti letnik sva, ne. Aha, zdaj sem vam povedal, kjer letnik sem. Sva isti letnik, no, ampak on je pred mano, kar je bila pa katastrofa, ne. On je pred mano imel tudi klavirsko uro pri profesor Šetinco, ne. Jaz sem pa za njim imel klavirsko uro, ne. Ko sem jaz prišel na klavir, ki ga je on razbil na pol in preigral tak, da se je kadilo z njega, sem jaz bolj prišel pa postavil svoje rokce gor, pa sem začel igrati. Profesor je bil pa isti, ne, in jaz si predstavljam, da je on prej poslušal Markota, ki mu je tak igral, ne, pa prej jaz pa tak igram, ne. Pa jaz se tak spomnim Šetince, vedno pol se malo nazaj naslovno, pa tak časopis, pa ga začel čitati, ne, tak. Pa mi je vse povedal, kaj je Marko pred tem počel pri njemu na klaviru, pa kaj imam jaz za početi pri njemu na klaviru. Ampak skratka, danes se pa jaz lahko pohvalim, medtem ko Marko se zagotovo ne pohvali, da je bil moj sošolc, ampak jaz pa se lahko, ne. No, skratka, hotel sem vam pokazati seveda, da ima in tudi slovenska dirigentska scena, da ima pravzaprav ene dirigente, ki jim je za zaupati in ki se jim reče, da so zelo dobri in jaz vas vabim naslednji četrtek, 16. novembra, na ponovno naše srečanje. A ja, so tudi, ja, tu nisem vključeval, recimo za zborovsko glasbo imate Carmino Šilec, ki je v svetovnem razredu, imate v simfonični glasbi, imate Plojevo, ne, Peršuh, ki je, ja, oprostite, hvala, da ste me spomnili, ampak Slovenija je še vedno, koliko jaz to opazujem, je malo mačehovska do svojih ženskih dirigentk, ampak zagotovo Peršuhova je velik format, Carmina pa recimo tako kot, evo, ko sem naprej dirigentko pokazal, je pa specialistka predvsem za zborovsko glasbo in seveda na tem področju zna in počne vse, kar je treba znati in početi, ne. Tako da, ampak lepo, da poznate, vidite, lepo, da poznate, lepo, da ste me pa spomnili, vse. Tako, lepo povabljeni, čez en dober mesec.